nikoli v življenju nisem si bil všeč. In to je pripeljalo potem do tega, da sem se dobesedno, tisto poletje, ko je prišel čas, ko smo šli iz osnovne v srednjo šolo, na začetku poletja smo pač igrali nogomet in mi je en kolega res zelo močno, sem bil na golo, golman, debeli, logično, sem bil na golo, pa mi je razpalo žogo v roko. Fejst. In to mi je dejansko radius in ulno, obe kosti na zapestju mi je zlomilo. In jaz sem tisto poletje začel že res prej, sem si naredil nek plan, da bom shujšal, da bom pridobil na mišični masi in to se mi je potem vse porušilo. Potem so se še kolegi vpisali, smo lovili ta začetni hype, lovili ta ego, tako kot vsi dan danes delajo, premikali kilograme, ki si jih ne zaslužimo premikati. In potem je to privedlo do tega. Ja, res. Hvala ti ful, hvala, ker si danes prišel, hvala, ker delaš. Oh my god. Vse ok. Pač to sem jaz, to sva mi dva, to sem jaz ponosna drug na drugega, pa ja. Imate kakšen rovček? Zdaj še pride na YouTube vlog, ko smo snemala tvojo tekmo, tako da, zdravo Gašper, kak si? Top. Si ok? Fenomenalno se počutim, res. Danes je z mano Gašper, moj fant, če ga še ne poznate. Se boš sam predstavil? Nočem te jaz, ker ne vem, kak se vidi sam, tako da, ajde, kdo je Gašper Rebernak? Gašper Rebernak v zadnjem letu po moje bolj nekako prepoznan kot trener. Včasih po moje kot res neki, bi rekel, bolj influencer, ampak kak sem potem začel nekako ta svoj brand, to svojo, bom rekel, trenerstvo začeti potiskati, sem potem dejansko raje bi bil klican trener kot influencer ali pa karkoli drugega. Imam zelo rad, ko me tudi stranke pokličejo, tako da to sem potem jaz. Ampak drugače v odzadju bodybuilder, ukvarjam se res samo z bodybuildingom, pa s trenerstvom. Bi rekel, da kar dober človek, nekako po notranjosti, res nisem napačen, tako da bi karkoli drugega rekel, tako da, to je Gašper Rebernak za pa. Ok. Kaj si delal v zadnjem tednu? Vem, da lahko poveš, omenil si, da si bodybuilder, da ne vem, če vejo, ampak tu tekmuješ v tem, ne? Torej, bi rekel, da nekdo, ki ne tekmuje v tem, je bodybuilder? Iskreno, po moje, bodybuildera ne bo delalo toliko, če je tekmovalec, to je samo tisti cherry on top. Bodybuildera bo delalo to, če dejansko je pripravljen živeti neki življenjski slog, kar se tiče tega. Torej, imamo nivoje do tega, torej eno je zgolj samo nek lifestyle, zdrav način življenja, eno je pa to, da dejansko živiš kot bodybuilder, da delaš ene stvari, ko je bodybuilder, definitivno pa je cherry on top tega tekma. In to je bilo tudi zadnjih 16 tednov iz moje strani dejansko posvečenih temu dejansko prepu oziroma pripravah na tekmo. To je bilo zdaj, praktično ni bilo 16, je bilo mislim, da okrog 20-23 tednov priprav za mano. Zdaj pred 2 tednoma sem nastopal potem v Avstriji. Z tem preteklim vikendom pa sem tudi, dosti ljudi še ne ve, ampak zaključil sezono potem tudi v Italiji. Obe dve sta bili NPC tekmi, tekmoval sem v kategoriji Classic Physique. V obeh tekmah je bilo to, na prvi tekmi je bilo to v kategorijah Novice, pa v kategoriji Open. Potem na drugi tekmi pa je bilo to v juniorjih, pa tudi v Open kategoriji. Tako to je bilo mojih zadnjih 16 tednov, katere sem zaključil z tem vikendom. Malo razloži kategorije.
Torej, kako se kategorije delijo pri moških, pol pa vam jaz razložila za ženske, zato ker verjamem, da tudi to ljudi zanima. Tako da ja moram pa že zdaj povedati, da na tem podcastu bomo se osredotočila bolj na neke Gašperove stvari, malo se tudi takla najnega coachinga, Gradual, ki ga delava skupaj, mislim, da v zadnjem času zelo uspešno, zelo kvalitetno. Potem pa bova snemala še v bistvu couples Q&A, 2 dela, zato ker se je pojavilo ogromno enih vprašanj na Instagramu in mislim, da če bi ta podcast trajal 3 ure pa pol, ne bi bil absolutno nobenemu zanimiv ali pa se bi vsi vmes zgubili. Tako da to je to še z moje strani, zdaj pa ti prepustim besedo glede kategorij. Torej, tekmovalne kategorije v bodybuildingu. Zdaj jih je praktično res ogromno. Zdaj imamo vse od men's fizika, torej dansko board shortsi, 3/4 hlače, kjer se noge naj bi se ocenjevale v prihodnosti, ampak zaenkrat še ne vem, kako so potem glede tega uredili stvari. Potem imamo kategorijo Classic Physique, potem pa še kategorijo bodybuildinga. Torej, Classic Physique, kaj je to? Classic Physique je dejansko kategorija, v kateri tekmovalec pač se ocenjuje bolj njegova proporcionalnost, estetskost, njegov flow, njegova struktura, torej, ne vem, naprimer, razmerje med hrbtom ter, naprimer, temi kolki, kako dobro človek pozira, kako dobro dejansko potuje skozi poze, pa tudi dejansko na koncu sam conditioning, torej kak je človek pripravljen. Ne. Vsi v tej kategoriji pa nosijo potem take trikotne hlače, ne tiste, ko so verit, ker se pri Classic Physique ne gleda toliko na ta glute conditioning, ker potem takem bi tudi jaz se vrstil drugače pretekli vikend, ampak bolj se gleda na to, da dejansko človek ima ta klasičen V-taper, ta nek shape. Potem pa imamo zadnjo kategorijo, katera je pač potem men's bodybuilding. Tudi wheelchair kategorije so potem, ampak zdaj se najprej fokusiram na men's bodybuilding. Preprosto z eno besedo, koliko tkiva lahko daš na svoj okvir znotraj svojega višinskega razpona, pa koliko imaš potem dejansko tudi, oziroma zgleda se bolj samo na višinski razpon, medtem ko na Classic Physique, torej v prejšnji kategoriji, pa se tudi gleda potem neki maksimalna teža, katero lahko nosiš na odru. Medtem ko bodybuilding je tkivo, pa nič manj. Kaj pa Potem 212? pa še imamo 212 je samo na Olimpiji, potem pač imajo, potem pro imajo, potem selekcionarje to na 212, ampak to je 212 poundov. To zdaj za predstavo, 212 poundov je okrog 90 kg. Da pa če vi vidite mogoče nekoga, ko je visok, ne vem, 160 cm ali pa 158, ker taki so potem v tisti kategoriji z 90 kg, to po moje zgleda kar fascinantno videti v živo. Se lahko kleš. Lahko kleš. Lahko preklinjaš. Da jebeno fascinantno zgleda, bom tako rekel, da nekdo zgleda tako dobro. Tako da, ja, potem pa še imajo definitivno kategorije tudi za malenkost bolj omejene, imajo te wheelchair kategorije, ampak to se dosti krat potem nekako, je res zelo spoštovanja vredno, da človek, ker pač danes je tako, da ljudje imajo ponavadi vedno izgovore. Zdaj pa, da ima nekdo dejansko limitacijo na dnevni bazi, da ne vem, da ne more hoditi, da je paraplega ali pa karkoli v tem kontekstu, pa da vseeno dela ta proces hkrati, ko imajo večino ljudi konstantno neke izgovore, pa ni časa za ono, ni časa za tisto, medtem ko človek na vozičku gre skozi proces priprav na tekmo, treningov, mora še toliko bolj razmišljati, toliko bolj paziti. To je pač za mene potem res višek same adherence oziroma neke želje po res tistem maksimumu. Ne. Ja, ampak vidimo to dejansko kar redko, sploh da imajo možnost taki tekmovati, ne? Odvisno od tekme, ampak na Olimpiji je to, kar bom rekel, spoštovana kategorija. Verjetno po moje na Olimpiji, če že kdo gleda live stream, so kar podprti taki ljudje, sploh z aplavzom ponavadi. Res, ker je dosti v ozadju. Povem še za ženske, pol se dotaknemo ravno te teme še malo bolj nazaj, torej adherence itd. Torej pri ženskah pa imamo mi neko najmanj mišičasto kategorijo bikini, ki še vseeno, če gledamo
dan danes primerjavi za, 10 let nazaj so že bikini, ki je kar mišičaste, za ne primerjav sodim v kategorijo bikini, pa bi rekla, da sem primerjavi z nekim, kako naj rečem, average človekom, ki sploh ne trenira, pač kar mišičasta, mogoče že za nekoga preveč. Potem imamo kategorijo, torej pri bikiniju se najbolj ocenjujejo dejansko gluti, to da imaš ti juicy, potem rame, to se mi zdi, da je najbolj pomembni dve stvari. Pa seveda pač tudi to itak flow, da imaš ti ozek pas, da nisi bloki, da znaš lepo pozirati. Potem imamo wellness, ki so v bistvu... Zdaj še pri bikiniju nekaj dodal. Ok, zdaj, povej. Ja, ne, pač pri bikiniju je dosti bolj, se mi zdi, iz mojega konteksta za žensko pomemben ta X okvir. Torej, široka ramena, zelo čvrst trebuh, zelo ozek trebuh, pa potem ta taper ženske, torej res izrazit gluteus iz strani izrazite ritne mišice, pa kak se dansko potem ženska tudi. Pač bikinijo je problem, zato ker bikini se mi zdi, da je, če ga primerjamo z moškimi kategorijami, kot je na primer men's fizik, je isto bolj izgled, je isto bolj vizualno, je isto nasmešek, je isto tudi ta neka lepotna stran same prezentacije, torej da si lep, da kopalke sedajo na žensko, ker dosti žensk potem ne stilira kopal glede na njihov izgled, pol pa mogoče sodnikom to ni najbolj všečne, tako to je še potem. Ampak jaz bi rekla, da, kaj te vem, ja, sej ok, je lepota, ampak zdaj, če ne vem, Bojana tam imela zblajhane lase, pa uničene lase, ne bo za nje zato dali na nižje mesto, če bo pač imela lepši fizik. Tega pač tu se zdaj moramo zavedati, da ja, ampak vseeno je to, da si ti conditionan, pa da imaš ti da imaš ti pač to, kaj je pri bikiniju, ampak največji problem pri bikiniju se meni zdi to, ker da se reka, da je edina kategorija. Ok, ja, če za mi gledamo itak, vejo oni, katera bo dobila prokarto, ampak če pa gledamo recimo Olympia Wise, pa je to po mojem mnenju edina kategorija, kjer bi ti lahko iz prvih 10 za čisto vsako povedal, zakaj bi recimo ona lahko zmagala, ne? Ker ni nekih standardov, ker če se premaknemo naprej na wellness bi jaz rekla, da so večje bikinike, ne? Ker dejansko rabiš isto glut, isto ramena, pa pač večji podarek je tudi potem na nogah, hrbet, ja, itak to mora biti nekako sorazmerno. Potem pa imamo tu figure, kjer se bolj ocenjuje to, da imaš ti res velike kvade, da imaš ti res veliki hrbet, ni toliko podarka na gluteusu, je tudi, ampak ne tak fejst. Pa potem imamo še kaj open, oziroma female bodybuilding, ja. In to je to dejansko, zdaj smo rekla, ne vemo, kak je pri ostalih, mi smo zato povedala za NPC federacijo, pa IFBB ima verjetno isto, nisem pa povedala za kakve druge VFF, ali kaj še obstaja, ja, to se iskreno najbolj ne spoznama. Tako da, ja, tu se mi zdi, da tu nočem biti kaj preveč dolgo, bomo se še v Q&A malo bolj tako na samih vprašanj na to temo o hujšanju itd. Tako da, še bi rad kaj res nujno tu dodal, ali se premaknemo dalje? Ok, zdaj toliko, koliko tebe ljudje poznajo trenutno res kot nekega mentorja, dejansko si jaz tak, moram iskreno povedati, kot host, mi je danes po moje en izmed malo težjih stvari za voditi, zato ker vemo njemu ful dosti stvari in pač jaz mislim, da tudi vi vse veste o njemu, ampak ne, zato ker Gašper se dejansko res prezenta kot mentor, ne deli toliko nekih osebnih stvari, mogoče kakih osebnih travm, tako verjamem, da bodo danes kar dosti stvari tudi o njemu zvedli. Tako da ja, v zadnjem času si kar ko neki foter, ne, svojim strankam, čeprav si star, koliko? Star sem 21. Torej, kjeri letnik rojstva si? 2002. Ok. 2002. Ok. Torej, izkot prihajaš? Jaz sem en povprečnež iz Maribora, iz Rogoze, zelo mali kraj, nepoznan. Pač preprosto sem tam odraščal, celo življenje, tudi hodil v vrtec v Rogozi, potem itak pač osnovna šola Dušana Flisa v Hočah, itak glavna klasična šola v tistem območju. Ja, tako da Rogožanar, zelo mali kraj, zelo mali, res nepoznan, ampak Rogoza je res, ja. Kakšne spomine imaš recimo na otroštvo? Tak, če ti zdaj rečem osnovna šola, en lep spomin pa en slab spomin, kaj bi mi odgovoril? Ok. Otroštvo dejansko moram reči, da se moram res zahvaliti staršema, ker me nista davala skozi res nekih preveč
travm, preveč pritiskov, ja, pač vedno je prisotno nekaj, pač vsi imamo to, ampak se moram res jima zahvaliti, da sta bila večino časa podporo, pa da sta me vzgojila v takega človeka, kot sem danes, da se znam dejansko postaviti za sebe, da imam svoj jaz, da vem, kaj pričakovati od sebe, pa res tista po moje najbolj pomembna stvar, kaj mi je samo v zadnjem času postala jasna, je, da moram res pričakovati ogromno od samega sebe. To mislim, da sta mi tudi ona pa vedno nekako davala naprej, pa nekako dala v podzavest, da moraš res v življenju potiskati stvari naprej. Zdaj pa glede spominov. Najboljši spomin na osnovno šolo. Iskreno je bilo toliko nekih dobrih stvari v osnovni šoli, ker res tam je bilo tisti neki čas, se mi zdi, da ko sem res užival. Tako da tu ne bi mogel posebej izpostaviti enega dogodka, bi pa definitivno izpostavil stvar, katera me je pripeljala do tega, kaj delam danes. In to je danes najpogostejša stvar in to je bullying. Zdaj, jaz kot mlad, pač moja mama je ekstremno rada me hranila, ne? In je pač prišlo do take točke, da za kontekst, jaz sem v 6. razredu, to se prav spomnim, ker smo imeli tiste meritve v šoli. Jaz sem v 6. razredu bil tak za 20 kg težji od vseh mojih vrstnikov na višino 150 cm, sem tehtal 85 kg, kar je iz mojega konteksta toliko kilogramov. Toliko kilogramov imam zdaj. Tu nekje. Tako to je iz mojega... Pred pa sem 7% body fata. Tu nekje, ja. In to je bilo meni res tako vedno, ker pač danes vem, da se ogromno mladih, sploh pa zato, ker se dejansko prehranska industrija razvija res v tej zelo slabi smeri, da se podpira res ta nek sedativni življenjski slog in to na mlade zelo negativno vpliva, sploh kar se tiče od telefonov do scrollanja po sociali, prokrastiniranja, ker kaj je moj najboljši nasvet, kao na vsaki stranki, to je off topic, ampak če scrollaš po TikToku, idi hoditi pa scrollaj po TikToku, pač naredi nekaj za sebe, kvalitetnega, veš kaj mislim, ampak res, da se vrnem na temo nazaj, bullying se mi zdi, da res ne direktno, ampak po ovinkih me je vedno nekdo prizadel na nek način. Ni bilo nikoli fizično, ampak je pa bilo psihično in jaz se tudi nisem počutil skozi srednjo šolo nikoli v redu v svoji koži, ker če bi šli pogledati slike, me verjetno itak noben ne bi prepoznal, ne. Tako da, in ja, to je potem pripeljalo do tega, da sem pač itak gremo vsi v srednjo šolo, ne. Osnovna šola, srednja šola. To sem šel potem na Serš naprej, ne. Elektroračunalniško bil sem gimnazijec na Seršu, tehniška gimnazija, pač fenomenalen čas tudi, ampak to bom potem malenkost kasneje, ampak vse to bulijanje je pripeljalo do tega, v 6. razredu sem imel na 100, tako sem prej rekel, centimetrov 160, 85 kg. V 9. razredu sem potem imel, malenkost sem zrastel višino, zato se mi je tudi spremenila celotna kompozicija, ja, ampak nekje isto. Torej nisem bil nikoli v življenju, nisem si bil všeč. In to je pripeljalo potem do tega, da sem se dobesedno, ja, tisto poletje, ko je prišel čas, ko smo šli iz osnovne v srednjo šolo, ja, na začetku poletja smo pač igrali nogomet in mi je en kolega res zelo močno, sem bil na golo, golman, debeli, ne, logično, sem bil na golo, pa mi je razpalo žogo v roko. Fejst. In to mi je dejansko radius in ulno, obe kosti na zapestju mi je zlomilo. In jaz sem tisto poletje začel že res prej, sem si naredil nek plan, da bom shujšal, da bom pridobil na mišični masi in to se mi je potem vse porušilo. Ne? In to pač je bilo, to je bilo po moje najbolj žalostno obdobje v mojem življenju, kaj sem takrat tisto poletje naredil.
zelo rad sem igral igrice, ko sem bil mali, moram priznati. Ja, pač to je bilo pri meni, pač gamanje konstantno. In kaj sem naredil? Zamotil sem se z igricami. Jaz sem vedel, da pač želim shujšati in da moram shujšati, in sem se dobesedno izstradal iz 85 kg v roku 3 mesecev. Mislim, da sem na koncu prišel celo na 60 kg v roku 3 mesecev. Tako da to je bilo dobesedno, moj dan je izgledal tak, sem se zbudil, sem pojedel sploh ne vem kaj, sem šel igrati igrice, sem se zamotil za cel dan. Pač telo sploh nima neke percepcije, ko si enkrat res, bom rekel, malenkost predebel, pretežki, ker se mi zdi, da že res pač čist drugače se ti telo potem odziva na to, da ti ne ješ. To je tudi potem za hormonsko podlago vzadaj, ampak in pač sploh nisem imel percepcije o nobeni lakoti in pač to sem jaz potem držal skozi celo poletje in to je potem izgledalo tako, da sem dobesedno prišel v srednjo šolo posušen. Tako da to je bila res ena taka izkušnja, kar je mene potem z 59 kilogrami v srednji šoli izstrelila direkt v Fit-in v Mariboru, kjer se je moja pot potem, kar se tiče fitnessa, začela. Vem, da sem svoja prva 2 treninga opravil z eno osebno trenerko. Res? To je niti ne vem. Ja, jaz sem prva 2, mama je prišla z mano v fitness, ker pač nisem še smel sam, ker sem bil premlad. In je pač rekla, glej, zdaj ti tu tak mlad kot si, ti pač ne moreš sam, pač kar je iz njenega, mislim, to bi mogel vsak starš danes narediti. Pač to bi mogel dobesedno vsak starš bi mogel malega ne dati v fitness, ampak kdo mu lahko pomaga skozi to začetno fazo parih mesecev, da bo njegov sin, njegova hčerka dobil neko fundacijo, da bo lahko dalje teoretično tudi nadaljeval sam, ampak to je potem res pač, ko enkrat začneš delati s trenerjem, tu ogromno stvari zadaj, ne, ampak to bi mogel res vsak starš danes narediti, tako razmišljam definitivno. No, in potem definitivno članarina v Fit-inu, ter 2 treninga z eno trenerko, katere se iskreno ne spomnim imena pa priimka, ker je bilo to 8-9 let nazaj, po moje, ali koliko? Ne, 7 let nazaj. Koliko si bil star? Pri 14 sem jaz začel hoditi, 15. 6 let nazaj. No, pač takrat, ko je bilo vse iskreno. Ne? In takrat sem z njo naredil potem tudi 2 ta osebna treninga. Nekaj sem odnesel, dobil sem neki programček, tisto. In tisto sem potem jaz držal, mislim, da skozi prvih 5-6 mesecev, potem so se še kolegi vpisali, smo lovili ta začetni hype, lovili ta ego, tako kot vsi dan danes delajo, premikali kilograme, ki si jih ne zaslužimo premikati. In potem je to privedlo do tega, da sem tudi se nekako rekel, da zaljubil v ta življenjski slog, malin, ko sem začel paziti na prehrano. Nisem si še nič pač makrotrack, ampak skrbel sem samo, glej, 4 obroke na dan, imaš uravnoteženo, tkiva ne nosiš dosti, pač pojej vsaj nekaj malega beljakovin skozi vsak obrok. To je bilo moja fundacija za takrat in ja, pol sem se nekako tak fejs zaljubil v vse skupaj, da sem začel delati s prvim trenerjem. To pa je potem pripeljalo do tega, oziroma ne, predtem sem še dejansko dal ogromno teh nekih spletnih programov skozi, ko so pač samo dejansko napisan volumen na listu papirja, pa mislim, lahko ustvariš neko fundacijo, ampak ni to zgrajeno za nek napredek na dolgi rok, ker je tudi dosti več faktorjev za vse te adaptacije, ko se dogaja po tem mišicah. Ne. Potem pa, ja, delo s trenerjem. Ne. Potem je pripeljalo vse do tega, do prvih priprav na tekmo. Prvič sem tekmoval leta 2022. To so bile moje prve priprave in to je bil penzo. To je bilo res, bom rekel, ekstremno težko obdobje, zato ker je bilo prvič, zato ker je bilo res potiskanje,
bi rekel, mogoče tudi malenkost dietiranje na neki nizkoenergetski razpoložljivosti konstantno. In me je iskreno tako sesulo o tem, da jaz sem praktično 10 tednov, če pogledam ta prep zdaj, pa če primerjam tisti prep, jaz sem se zdaj iskreno počutil slabo, kot da sem na prepu za zadnje 2-3 tedne. Koliko bi ti rekla, ti si bila zraven mene? 2-3 tedne je bilo res tako ono, da sem imel res... Že je tako 2 meseca. 2 meseca. Ja, so prišle v fazah stvari. V fazah so prihajala ta, bom rekel, obdobja res slabega nizkega energetskega statusa, v glavnem. So prihajala v obdobjih, ampak niso nikoli kronično trajala. Medtem ko v tistem prvem prepu. Jaz iskreno se spomnim, da sem takrat tudi opravil vozniški izpit in sem se vozil z manualcem. Jaz dobesedno nisem imel moči stopiti po sklopki, da bi zamenjal prestavo, da bi se sploh zdel. Treningi tako so trajali, po moje, na koncu zadnje 2-3 tedne 25 minut. Ostalo je bilo samo vse pač dobesedno hiberniranje, bom rekel. Ja, in to je potem, tiste priprave so potem vodile do prvih 2 tekem v Jagodini, prvo, ter drugo v tem tisti slovenski maksimum. Tu sem začel potem svoj ta proces, potem pa po tekmi naredil tudi spremembo iz trenerskega konteksta, pa se začel res izobraževati. Ker jaz bi te samo še vprašala par stvari za nazaj. Bom edino šla malo počasi, to jaz bom še enih par stvari vprašala, ok? Ti si ful dober govorec, ampak verjamem, da ljudi enih par stvari me zanima. Tako da si ostal pri tem po prvi tekmi. Zdaj pa bom videla malo to razčlenila, ok? Malo bom šla bolj globoko v to. Torej, omenil si, da si se kot mali soočal z nekim bullyingom, ok? Kako točno se tega spomniš? Se spomniš kakih besed? Se spomniš kakih dejanj na tem področju? Okay. Praktično ne spomnim se direktno besed, ampak vem, da nisem rabo besed, ko smo imeli vsako leto te meritve za športno-vzgojni karton. Tam so prišle te besede tudi. Pač najbolj me enkrat prizadelo samo to, kaj mi je rekel učitelj športne vzgoje. Mislim, da je bilo v 7. razredu in pač dobesedno pač to, da ti reče učitelj športne vzgoje debelušček v 7. razredu, ne, to je malo tak. Vprašanje, če je naredil dejansko vzgojno izobraževanje za svoj poklic, ne? Ampak tisto je bilo potem tak, ampak meni je bilo že dovolj mučno samo to, da sem jaz gledal vrstnike, vesa v zgibu, 1 minuta, jaz skočim na drog, padem dol. Ja, fenomenalno, pač počutil sem se res, pač to je bilo meni, to je meni bilo ono, pač butelj si nekaj moraš narediti na sebi. Pač res, ne delaj si tega psihično, ampak ni bil nikoli problem, da bi jaz kot mlad jedel slabo ali pa junk. Problem je bil, ker je mama res dobro skrbela. Ona je prišla, naprimer, iz nočne, mi je prinesla, ne vem, iz pekarne, nekaj malega mi je zraven naredila jajco, naprimer, pač vse ni bilo tako slabo, ampak je bilo, pač ni bilo prav. Preveč verjetno vsega. Preveč pa ob nepravem času in še ena stvar, kaj je bila tu res, po mojem, največji problem. Ja, po šoli vsaki dan Mercator v Hočah, bomboni, Pringles, pizde materne, v glavnem, pač to je šlo vse v mene in smo še hodili na verouk tudi, ja, tudi verouk sem hodil, naprimer, jaz sem birmanec tudi, jaz sem dal vse svete zakramente skozi, tako da tudi pač res imam, nekje v sebi imam ta duh, bom rekel, do vere, pač konstantno vsako leto smo hodili za starši,
pač dobesedno vse cerkvene dogodke, pač to se ni spustilo nič. In tudi včasih bom čisto iskreno povedal, da se dostikrat zahvalim, da sem lahko danes na taki točki, kot sem, da zgledam tak, da sem zgradil to pri tej starosti, samo pač malo višji sili, zato ker, ja, to je pol to. Ne pa zdaj tako dejansko posvetno molim pred obrokih, ampak dostikrat pa sem med prepom dejansko zmolil pred spanjem. Okay. Se mi zdi, da me je pomirilo. Nice. To je dejansko fajn, da se zavedaš tega, kaj si pri svoji starosti to, kaj si pri svoji starosti dosega. Premalo. Ker se mi zdi, da ja, Gašper, tisti, ki ga poznate, ali pa tisti, ki ne, je dejansko too hard on himself, dostikrat. Tega na tej točki bi jaz rekla vsem, ki ste mladi, pa ki imate občutek, da nikoli niste dovolj, ne, dejansko ste dovolj. Tudi tebi bi rekla to, da si dovolj, da se moraš tega zavedati, da se moraš zavedati svoje vrednosti, da ena slaba stvar, ki se zgodi, te ne definira, ker pač vedno prije nekaj boljšega. Tako da hvala, ker si delil to glede nekih svojih slabih občutkov. Si kot majhen potem tudi mogoče kaj treniral? Si treniral kak šport? Ja. Ok, zdaj pa še pač, je pa smešno, da tudi v tem kontekstu je bilo ogromno nekih takih konstantno, sem bil deležen nekih takih opask. Ja, dosti vas dansko ne ve, ko sem bil res mali, sem bil res, mislim, da vrtec, začetek osnovne šole, nogomet, ja, debelušček, nogometaš, obrambni igralec, zid, rogoški, tako so mi rekli, ampak po moje, če bi nekdo na FIFA gledal, sem imel pejsa 13 ali pa nekaj takega, tako da medtem ko Ronaldo se šeta tam poprečo z 90, onem nija veze. Tisti, ki poznajo FIFA samo, toliko pač nogomet igrce. Ja, in to je bil moj začetek. Potem pa je to privedlo do tega, sem začel igrati odbojko. In tudi pri odbojki, pač to je bilo v tistem časovnem okviru, potem mislim, da sem začel z odbojko v 6. razredu osnovne šole. Ja, pri Oka Hoče. Te sem pač bil ta debelušček, vedno. In zato sem bil potem tudi tekom časa, pač jaz nisem bil, pač pri odbojki je ekstremno relevantna genetska predispozicija za rastne plošče, torej za rast. Torej ti moraš biti visok, ti moraš biti pač, tu je res taka struktura telesa. Torej eksploziven, visok, skočen, to best nikoli nisem bil. In potem je to prišlo do točke, da sem jaz potem pač vedno bil malenkost bolj zadaj, pa ne zadaj, ampak imel sem eno zelo dobro sposobnost pri odbojki, to pa se je videlo, da sem imel vedno ta občutek za žogo. Pač meni ni bila tehnika nikoli problem, pač tu sem delal stvari, bi rekel, res boljše kot 95% ljudi, kateri so pač bolj leseni, ko se lomijo. Pač vedno sem imel občutek pri vseh športih za neko koordinacijo, za neko uskladitev, pač nek feel, ne. Nikoli pa nisem bil fizično sposoben izkoristiti tega mojega feela, glede na to, kako sem izgledal. In potem je to privedlo do tega, da sem pač bil libero, torej to je pač dansko prosti igralec, zamenjevalni igralec, kateri pač samo ejda oziroma služi pri obrambi v odbojki. In to je bilo potem, odbojka je trajala praktično, mislim, da pač meni se je čas tako zasukal, iskreno zadnjih pa je, da sem čisto nekak časovnico poznal, ampak mislim, da sem na odbojko potem treniral. Imeli smo en dosežek pri odbojki, bili smo 3. v državi, v mini odbojki, to je mislim, da bil 6. razred, cirka, tam nekje, ne vem, mogoče malo bolj pozno še. Potem pa je šlo to vse naprej, ja, mislim, da do 1., 2. letnika srednje šole, kjer sem se pa jaz potem začel razmišljati. Zdaj, za vse, ki ne vete. Jaz sem bil v odbojko tudi malenkost bolj potisnjen iz smeri mojega očeta, kateri je bil odbojkaš včasih za Oka Hoče, zelo dober, skočen napadalec, in je bil tudi selektor oziroma trener pri Oka Hoče. Bil je pa tudi reprezentant na eni točki, koliko se spomnim.
Zato je pač vedno želel, ok, to sem jaz delal in to boš zdaj ti moj ta nek legacy vozil naprej v odbojki. Ne? Ampak jaz sem potem tako prišel v srednjo šolo, pa sem začel razmišljati, da pač ni to stvar, katera bi me genuinely veselila. Treningi so mi postali muka. Zakaj? Ker sem se prekleto zaljubil v ozadje v fitness, pa v iskanje napredka tam, pa v sam trening, v samo mišično razvoj, to, kako se mi telo dejansko spreminja. Ker pač na začetku lahko ti prideš skozi z praktično čemerkoli, kaj delaš v fitnessu, pač ogromno stvari, ker je pač to vse neka noveliteta za mišico, to je vse novost. Temu mišica ni bila nikoli v življenju izpostavljena, zato je pač primorana se adaptirati tako ali drugače, torej navaditi. Ne? In to je bila za moje telo res neka taka novost in telo se mi je začelo drastično spreminjati. Ne? Potem pa celoten ta kontekst, pač verjetno vsi mladi zdaj, ko gledajo po YouTubeu, ne? Lex Little, David Late, Jeff Side, to so bili ti neki ljudje, katere sem tudi jaz spremljal, pa sem bil tak, ja, takva bi jaz gledal, ne? To so bili ti moji neki. Ampak potem pa se mi zdi, da pa tudi Zis. Potem pa se mi zdi, da skozi čas sem prišel nekako, da sem popolnoma izgubil spoštovanje do teh ljudi, ker ja, so zgledali dobro, ampak niso živeli tega življenjskega sloga, kot ga na primer živi, ne vem, Nick Walker, ko ga živi Hunter Labrada, ko ga živijo res ti top olimpici. Na primer tudi Chris Bumstead, ja, ampak Chris Bumstead je ekstremno dober v tem, da z Hanjem znata ga potisniti skozi prep, torej skozi priprave na tekmo, pa znata ga dejansko tudi potegniti potem nazaj na eni točki, torej da ima on čas zdaj za otroka, za Courtney, za družino, torej res ta balans med tem, ko imaš pa tu dobesedno mentalne frike, ko so pač psihopati, ko so pripravljeni izvajati iz dneva v dan, iz minute v minuto, točno obrok časovno, vsaki dan v življenju, vsako uro, v glavnem vse samo za ta šport. Ne. In tu sem potem jaz sam nekako sebe našel. Ne. Sem bil dosti bolj zasvojen v tem. Ja, okay, torej si omenil, da so se tudi vzorniki malenkost zamenjali, pa gremo zdaj na to, kjer sva preostala. Okay? Torej, zdaj si nama omenil odbojko, oče, torej svoje vzornike. In potem so to vzorniki zamenjali iz teh, ki ne živijo tega lifestyla, v te, ki živijo. In si tudi omenil, da si po prvi tekmi zamenjal trenerja. Me zanima, zakaj si naredil to potezo? Kaj ti ni ustrezalo pri prejšnjem trenerju? Ja, ta odločitev je potem padla po prvi tekmi. Iskreno nekako zaradi tega, ker sem tudi ugotovil, da sem mogoče jasno v taki točki, ko bi stvari naredil definitivno drugače. Pa tudi, da sem jasno v taki točki, ko ne vem, če še lahko kaj dobim, tak iz vidika znanja, pa tudi, ker definitivno nisem bil za tistim procesom najbolj zadovoljen, ker vem, da ene stvari, pač zdaj vem, da definitivno ogromno stvari takrat ne bi bilo potrebnih. Ne? In pač zato potem premisliš, ok, kaj je zdaj naslednja stvar, katera bi mi mogoče pomagala stopničko više, kaj bi mi pomagala tudi v trenerstvu. In zato sem potem naredil spremembo, zamenjal trenerja, kateremu se pač do zdaj ne morem dovolj zahvaliti, to je pač Kuba Cilen. Ne? In on mi je dal pač realno dober trener, dober mentor, dober učitelj, investicija v takega človeka, če človek pripravljen delati, če človek pripravljen biti učljiv, zaupati procesu, to je najbolj pametna investicija danes iz mojega konteksta, zato ker preprosto se naučiš vse pa še več, naučiš se čisto drugega nekega miselnega procesa, kako lahko dostavljaš več, kako lahko delaš več, kako si lahko dosti bolj suveren s časom. Pa seveda, kako lahko šport delaš malenkost bolj prav, pa da dobiš dejansko večji izkoristek iz procesa. Ok, kakšna pa je recimo bila cenovna razlika med prejšnjim
trenerjem, pa tem trenerjem, za tiste, ki sploh nimajo pojma, kako se gibljajo cene v trenerstvu v bodybuildingu, ne? Ker vemo recimo odbojka, koliko si plačeval, verjetno 35-40 na mesec. Tisto je financiral oče, se je plačevalo, mislim, da okrog 40 € na mesec, potem na koncu. To so pač potem ti športi, ne? Pol imamo tu nek ples, ko sem jaz trenirala, nekje 80, spet potem, če gremo jahanje, tenis, še više. Kje je nekje bodybuilding v tem cenovnem rangu? Ja, zdaj za vse tiste bodybuilding je ekstremno drag šport. Zdaj prejšnjemu trenerju smo se pač dogovorila, sem pač bil izmed njegovih prvih, ker je pač bilo to vse tak, da me ima za ston. O tem pa... Je tudi on pristopil do tebe, koliko se spomnim. Ja, tak je bilo. Ja, in to je tudi proso, ker je v tebi pač videl. Ja, potencial. Ja, potencial. Okay. Točno tako se je vse začelo. Potem pa sem prišel to na drugega trenerja, ker pa se je ta tarifa znatno dvignila. Ja, za vse tiste, ki ne veste, to je 300 € na mesec. 300 € na mesec za to, ja, na prepu zdaj nisem rabo razmišljati kaj dosti. Pač sem delal neke miselne odločitve, sem komuniciral, sma dejansko delala prep skupaj. Zato, ker pač tu je vedno v razmerju trenerja stranke je pomembna ne diktatorstvo, torej da bo zdaj Kuba meni rekel, ja, to pa to naredi, pa če bom jaz vedel, da mi telo ne pravi tak, pač sam sebe bom najbolj poznal, ampak je dosti bolj pomembna neka, bom rekel, kolaboracija. Torej, da ni diktatorstvo, ampak da je kolaboracija, da človek komunicira, da komunicira čustva, komunicira to, kaj v tistem časovnem okviru dansko se mu dogaja tudi zadaj v življenju, v glavnem bolj ta kontekst. Ne? In ja, tu se je potem cenovni razpon kar znatno dvignil, s čim se je dvignil tudi moj stres. Ne? Zato, ker pri 21-22 letih doma job, pač sploh zato, ker sem še bil zraven na faksu, pač potem, ja, po srednji šoli, faks, feri, ker je bilo računalniško področje, vedno sem rad gamal in zato sem potem pač naredil tranzicijo na feri. Potem pač na feriju je vse pripravljalo do tega, da sem pač res tak, to pa bo se zdaj navezovalo na trenerstvo. Jaz sem se prekleto tudi zaljubil v mentoriranje ljudi, v učenje. Meni je to učenje predstavljalo toliko nekega zadovoljstva, tako kot o samem treniranju, o sami hipertrofiji, profilih upora, o ne vem, res tistem molekulskem nivoju mišic, do hrane, do nutricije, do endokrinologije, to je meni predstavljalo dosti večjo veselje, kot pa sedenje za računalnikom, pa ta način življenja. Pač to jaz nisem se našel v tem in potem sem pač rekel, faks pač pusto. In to je bila moja odločitev, to je bilo in zato vam vedno pravim, vse Urša prej rekla, da ne pričakujte preveč, pa da bodite ponosni, ampak vedno je treba malenko stopiti izven cone obdobja v življenju. In to je bila tista moja stvar, da si dam na grben trenerja, da pustim faks, da si dam na grben vse stroške bodybuildinga, da si poiščem šiht, pa da začnem služiti. In potem sem začel delati na molu. Prvo sem tudi, ja, delal sem, mislim, da okrog 1 leto popoln na molu v Hočah. Res top izkušnja, to je bilo res eno top študentsko delo. Tam s tem sem si pač financiral vse te ostale stvari, kaj sem imel. Pač toliko, da sem lahko delal to, kaj rad delam. In sem si dal tudi nekaj na stran. In je pripeljalo potem do tega, da sem začel res ogromno investirati v izobrazbo. Ja, in za vse tiste, kateri ne veste, da sem po moje investiral v vse certifikate, v licence, glavnem, je kaj dansko pač mene sestavlja kot trenerja danes. Torej, odkot meni to, ja, dosti ljudi bo reklo izkušnje. Ok, da pa hold up. Ti rečeš temu izkušnja, da človek, kateri je bil pri trenerju, kateri dela to že 25 let, 20 let, pride k meni na trening, pa je samo paf. Pa sploh ne ve, kaj se dogaja. Pa je samo fasciniran. In to rečeš ti meni, da je izkušnja. Ja, eno je izkušnja
pripravljati ljudi na tekmo je izkušnja. Ampak tebe ne definira, da si dober trener to, da boš ti nekomu napisal skrivni protokol, ampak tebe definira, da dobrega trenerja, po mojem kontekstu, to, da boš znal reševati probleme, da boš znal človeku omogočiti to, da tudi tisti, kateri mogoče ni cilj bodybuilding, da bo imel dostop do nekega aktivnega obsega giba, da bo lahko interno rotiral, eksterno rotiral, da bo lahko v glavnem živel, da bo premikal, da se mu bo popravila drža, da bo bolj fizično sposoben delati dnevna opravila, da mogoče grejo stran bolečine v križu, ampak zato rabiš neko fundacijo v zadnji. Kaj sem jaz potem naredil? Definitivno sem najprej investiral v bodybuilding kontekst, to je bila ta J3U od Johna Jewetta, tam sem si rezal čas, predelal detaljno. Druga stvar, Prep Coach Akademija, to je bila potem naslednja investicija, to je bila potem, mislim, da okrog Jurja, J3U Jurja pa, mislim, da 600. Potem je bila naslednja investicija še ženski modul, naprimer. To je tudi za mojo sedajšnjo novo stranko, mojo drago punco. Ja, in tudi tukaj je potem šlo dodatnih 500, potem pa... Če koliko let nazaj je bilo to? To je bilo, ko sem končal z prepom. Takrat sem jaz začel investirati heavily v to, da tega, kaj se je meni zgodilo na tistih pripravah, da take izkušnje ne omogočim nobenemu. Aha, tukaj še gremo nazaj. Torej, omenil si, ko si šel od prejšnjega trenera, da bi ti nekaj stvari naredil drugače, pa da take izkušnje ne priporočaš. Torej, gremo tu malo bolj v detajle, ker verjamem, da ljudi zanima. Torej, kaj tebi ni bilo okej? Kaj ti ni bilo okej? Je bilo to z vidika odnosa? Je bilo to z vidika neznanja tega trenerja? Odnos nikoli ni bil problem. Bolje je bilo to nepotrebno iz mojega konteksta crash dietiranje, pa dejansko uravnavanje utrujenosti na pripravah. Torej, katero je največji del samih priprav to, da boš ti dejansko lepo maščobo vstran na telesu, pač tega v moču visokega kortizola, stresa ne moreš delati. Pač to je največji problem in telo potem tu zablokira vse te procese, pa aktivira vse tiste procese, s katerimi bo uravnavalo to, da si bo znižalo bazalni metabolizem, pa uravnalo na tisti vnos, kateri je. In kaj bo tukaj naredilo? Proteoliza, izguba tkiva. In zato sem na tistih pripravah tudi verjetno izgubil ogromno tkiva, pa ne maščobe. Ker pač tak se potem uravnava pri ljudeh utrujenost. Pač tu je ogromno mehanizmov, kako lahko to delaš, ali manipuliraš porabo, ali manipuliraš vnos, glavnem, ogromno je tukaj, ampak ključno je bilo samo to relativno nizka energetska razpoložljivost, kateri sem bil izpostavljen, ker Jure 200 kalorij verjamem, da ne bi rabo jesti. Torej, začel si za koliko? Kalorijami? Ne vem, s koliko sem začel, vem, da sem končal z 1200 kalorijami zadnje 3 tedne. Okay. Prvi. Je pa bilo tudi to, zato, ker koliko vem, tvoja off-sezona predtem ni bila speljana pravilno. Je se zato se potem pač časovnica tudi verjetno ne bi smela nagibati v tej smeri. Ne? To lahko malo bolj razložiš, da bodo tudi ljudje imeli malo pogleda v odzadje. Torej, to iz vidika trenera ni bilo izvedeno pravilno, da si ti začel na absolutno visokem procentu maščobe in to ni bila optimalna točka za začetek prepa. Zato si potem tudi ti mogel dobesedno kamne jesti in tu je točka, kjer je pač trener zasral. Dejstvo je, da kamnov na pripravah doben ne rabi jesti. Problem je samo danes, ne govorimo o dobesednih kamnih. Prepi, priprave na tekmo se vedno rašajo. Torej, kot trener, tvoja naloga je, da sestaviš za človeka časovnico. Torej, zdaj si tak debel, zdaj nosiš toliko maščobe. Zdaj pa, koliko časa bo nama vzelo, da pridemo do izgleda na odru prej, da boš pripravljen prej, da lahko iščemo izgled. Torej, to pomeni, da moraš ti na časovnico, ko boš pripravljen, dodati še
3 do 4 tedne priprav vsaj za to, da boš lahko uravnaval utrujenost, peak week, diet break, deload. V glavnem, vse te stvari tam niso bile vodene. In to je vodilo iz tega, da sem šel v tistem procesu, ja, pač off-sezona predtem se je zaključila, mislim, da za 120 kg, potem sem naredil prvi deficit pred tekmo, mislim, 105 kg in iz 105 kg potem dietiranje za prvo tekmo na 82. Manj. Peak low je bil na 79 kg. Tako da, medtem ko pogledam zdaj, naprimer, se je prep začel iz dosti boljše kompozicije, mislim, da iz 100 kg, pa se je zaključil na najnižjem lovu, pa sem zdaj tudi najnižje love, ko sem bil na tekmi, ampak to je bilo pač manipuliranje vsega, pa se je zaključil naprimer na 83. Ne. Tako da je malenkost razlika, ampak ta razlika se pozna, je pa tudi sama agresivnost deficita dostikrat problem pri ljudeh, ker pač speljajo stvari preveč agresivno, mogoče človek dejansko ne izvaja vsega na protokolu, kot bi mogel in so včasih neke miselne odločitve narejene narobe ali pa nepotrebno. Plus tega trening je ogromen faktor in tu pač ogromno ljudi potem pozabi, kako pomembna je točnost. Zakaj? Zato, ker na koncu boš mogel manipulirati vsaj eno spremenljivko iz vidika treninga, zato da boš dejansko človeku omogočal, ne da bo gradil tkivo, ker na prepu ni prioriteta graditi tkivo, da bo držal prigarano tkivo. Torej, katero spremembo? Bodi malo bolj natančne. Katero spremenljivko bi ti recimo spremenil? O katerih spremenljivkah tu zdaj sploh govorimo, da jih ti lahko spremeniš? Torej, ali se vrtiš okrog volumna, torej zmanjšaš ponovitve? Ne, zmanjšaš sete. Zmanjšaš količino setov ali zmanjšaš količino setov. Ali greš potem bolj v smeri, da spremeniš vajo, torej da greš iz nečesa, kar ni zunanje, oziroma kar ni zunanje podprto, kot naprimer nek prosti počep, kot naprimer nek hinge, deadlift, da prestaviš to na nekaj bolj podprtega, zato ker telo se spreminja na pripravah, pač zgubi se ta komponenta neke stabilizacije interne in pač ti procesi oziroma te spremembe so dostikrat potrebne in tudi zato se potem mašine spreminja, da se res ne več toliko obremenjuje nekih mišičnih leg, katere so res potem dosti bolj občutljive za poškodbe, ker na prepu se ni cilj poškodovati. Pač to je res tista prioriteta in večina ljudi konča prepe samo zaradi tega, ker se poškodujejo, ker si kaj natrgajo, ker ne manipulira volumna in potem vidiš 1 week out, 2 weeks out, poškodba, hamstring tear, bicep tear, glavnem pretrganje tkiva. Zakaj? Ja, inefektivno znotraj treninga, inkorektno treniranje, stekano skupaj z utrujenostjo, kaj potem pripelje do tega, da pač telo obupa nad tabo in je to. Torej, kaj bi rekel, da je tu tvoj number one rule, kako se ne poškodovati? Torej, vemo, da se pri bodybuildingu... Enačba poškodbe. Da se torej pri bodybuildingu... Torej, bodybuilding ni enako powerlifting, ne? Torej, ja, moč je definitivno ena izmed prioritet, ampak ni glavna prioriteta. Kaj je pri bodybuildingu glavna prioriteta in kako strukturirati trening, da se ne poškoduješ? Kaki switch si ti naredil? Ok. Zdaj tu je, to vprašanje gre lahko za 25 minut, bom probal biti direktno. Kar. Direktno razloži, čim bolj na easy, tako da bodo razumeli. Enačba poškodbe je največja stvar, katero ljudje dan danes zanemarja. Kaj je enačba poškodbe? Kako pride zunanja obremenitev nad toleranco tkiva? Torej, koliko kilogramov premikaš, koliko tkiva nosiš, kako se ta stran poveča, pa ta ostane ista, zato ker kolagen, elastin, samo da mišica bo hipertrofirala, pač dejansko sama vlakna, sama stabilizacija, pa zraven tega dostikrat ne bo mogla slediti temu na tak način kot mišica, ne? Zato ker tu so dejansko potem drugi procesi zadaj. Ampak res prioriteta bo vedno samo premikanje kilogramov, ampak vprašanje ne koliko,
ampak kak. Torej, da se znaš ti res tekoče, fluidno na pravi način premakniti skozi ravnino, da veš, kaj je dejansko izolacijska funkcija mišice, kak mišica dela, kaj je njen cilj, kje je najbolj anatomsko skrčena, kje je najbolj anatomsko raztegena, ker potem, če veš te stvari, lahko tudi strukturiraš trening znotraj. Pa lahko strukturiraš trening znotraj off sezone, pa se dejansko malenkost bolj igraš potem z volumnom, ampak prioriteta bo vedno, da se premika kilogrami, ki si jih človek zasluži premika. Torej, da jaz ne bom videl v fitnessu takega duda, da bo benčal 2 plati na strani z 50% aktivnim obsegom giba. Pač to je prioriteta in pač ta ego mora iti v stran, če želiš dejansko delati napredek iz vidika tkiva. Si pa tudi glede tega, ampak mehanska tenzija pa je vedno prioriteta. Si pa tudi tega, da pač treniraš na tak način, kot treniraš, dobiš kar nekaj hate komentarjev. Kako se odzivaš na to? Iskreno, pač to je ona najbolj basic analogija, kaj bom uporabil, kaj vedno uporabim. Kot da bi igral šah z golobom. Jaz bom predstavil figuro. Jaz vem, zakaj to tako delam. Bo prišel golob, bo vse figure podaril. Jaz se tu pač iskreno ne sekiram, zato ker vidim sebe, pa vidim stranke, kako se premikajo skozi proces in do zdaj v življenju se še mi ena stranka v 2 letih dela ni poškodovala, doben se mi ni poškodoval, doben ni imel neke ogromne poškodbe na trganine, v glavnem whatever, in to mi samo potem pove, da moreš človeku dati malenkost moraš stopiti izven okvirja. Kako se pa soočam s tem? Iskreno, tako sem pač prej, jaz se z ljudmi zelo nerad spuščam v komentarje, konflikte, ker ima vsak svoj pogled, ker pač je ogromno načinov, kako ti mačko pobriješ, ampak vsak ima ta svoj način, ampak jaz vem, da se dobi na tak način za moj cilj, kar je pridobivanje tkiva več. Dejstvo je pa, da bo moč, pa neka mera eksplozivnosti vedno prioriteta v osnovi. To pa je. Torej, vedno se mora tudi trening program strukturirati v smeri, da je vsega malo, da varira. Torej, da imaš take repeticijske sheme, pa da imaš take repeticijske sheme. Torej, repeticijske sheme se iz mojega konteksta vedno nastavljajo glede na to, kaj bo človeku varno omogočilo, da pride znotraj odpovednih ponovitev. Torej, znotraj te stimulacije, katero potrebuje za to, da bo dobil nekaj seta. Ampak kaj je tisto zlato pravilo, ko jaz rečem, kako dobiti izkoristek iz seta, ko me dosti ljudi vpraša, in to je prvo kot prvo, drža. To večino ljudi zanemarja. Pač drža za ljudi, ali imaš prsni kož v depresiji, ali imaš dvignjenega, v glavnem, pač to za ljudi ne obstaja, ampak dejstvo je, da ti anatomsko raztegnjenega hrbta, leta ne moreš dobiti, če ne bo prsni kož dvignjen. V glavnem, to so potem tako stvari, zato drža prva stvar. Druga stvar, točnost giba, pa zavedanje, kaj sploh moja mišica na telesu dela. Torej, jaz vem, mišice se krčijo proti centru. Torej, ne vem, je že kdo kdaj videl, da se biceps krči v stran od glave? Ja, verjetno ne. Pač tako kot kvadriceps, tako kot biceps, vse se krči proti centru, navznoter. In to je potem pač se treba zavedati, kako bom zdaj jaz vse skupaj strukturiral v tej smeri, da bom dobil največ iz tega. To je druga stvar. Tretja stvar, definitivno mehanska tenzija, na katero pa bo vplivalo ne zgolj to, koliko ti dviguješ, ampak kako to delaš, ker to je seveda dosti krat uporabim analogijo elastike. Raztegni ti hitro elastiko, pa spusti, pa razteguj ti počasi elastiko, pa spusti. Zdaj pa ti si izberi tarčo, ki je večja verjetnost, da boš ti tarčo zadev. Če boš hitro napel pa spustil, koliko tenzije boš generiral, pa če boš ti počasi spuščal, pa boš dansko namero v tarčo pa spustil mišice. In to je potem res take, ampak mehanska tenzija je vedno prioriteta, zdaj pa to je problem res potem ustvariti, če premikaš preveč kilogramov, pa če si inefektiven, pa delaš stvari kontra od tega, kaj dansko želiš
trofit, torej mišična skupina OS. Kako recimo potem ločiš treninge, kako ti recimo ločiš nek svoj pristop do stranke, ki je bodybuilding stranka in do stranke, ki je lifestyle stranka in veš, da se ne bo mogla 100% podrediti temu procesu? Pač dejstvo je, da glede treninga podrediti procesu, to ne vem, zato ker jaz bom vedno probal strukturirati program v tej smeri, da bo človek, kateri trenira 1 leto, dobil enak izkoristek kot človek. Torej, vedno bom tudi vaje indeksiral glede na kompleksnost. Skozi koliko ravnin se bo mogel človek premakniti, skozi koliko ravnin gibanja, skozi kako bo mogel obrniti ta sklik, kako bo mogel pač, koliko je tukaj nekega razmišljanja znotraj vaje in če bom ugotovil, da bo to mogoče preveč kompleksno, ja, greš po valencah, torej atomi, molekule, greš na zunanjo valenco, torej iz česa bo pa človek dobil mogoče isto, če dejansko samo spremenim vajo, pa dam nekaj bolj enostavnega in zato pač, na primer, človek, ki želi samo izgledati boljše, pač mogoče se ne bo kaj dosti spremenilo, mogoče se bo to samo 2 vaji spremenilo, ampak vedno bom izhajal iz tega. Pač jaz vedno, ko se mi človek poslika, gledam, ok, kaj zdaj ti najbolj rabiš, oziroma lifestyle stranka. Lifestyle stranka, ko se mi poslika, kaj bi rad, da izgleda boljše, kaj bi rad, da poleti pride ven, kaj bi rad, mislim, bolj iz tega konteksta. Bodybuilding stranka, kaj so ti rekli sodniki, da moraš improvati, kaj jaz mislim, da moraš improvati, kam moramo potisniti volumen in glede na to, pa tudi če človek bodybuilder, bo pripravljen delati na višjem nivoju in glede na to bo človek tudi pripravljen biti malenkost bolj učljiv, pa tudi pripravljen dostavljati stvari meni, da jih pogledam, da jih analiziram, pa da mu dam feedback, katerega si zasluži, ker vem, da če bo to vse skupaj, compoundano skupaj, da bo človek bolj efektiven znotraj treninga in bo dobival iz treninga več. Samo to je potem, ne kako dobivati manj, pač to mi gre tako na živce. Jaz sem vedno bil tak, kako dobiti iz nečesa več, kako prišparati na času, mogoče vsaj 5%, pa iti skozi proces hitreje, pa ne pravim, da je to šprint, ampak samo toliko časa imamo, zakaj ga ne bi izkoristil. Pa tudi, če je to trening, pa tudi, če je to vse ostalo, pač, ja, ne prokrastinirati, ne metati časa stran, naredite si stvari res ekstremno užitne, ampak pameten trening, točen trening, pa res obremenitev, tako kako je za vašo mišično maso, za vaš skelet potrebna, pa tolerabilna. To je to. Kako pa, na primer, kakšen je tvoj pogled tu na hrano? Ker marsikdo še danes misli, da bodybuilding ali pa nasplošno, ko bo šel k nekemu trenerju, bo imel 5-krat na dan piščanca pa riž. Torej, kako ti tu strukturiraš jedilnike? Kakšen je tvoj pogled na celotno stran nutricije? Ok. Great question. Zdaj prvo kot prvo, jaz od vsakega človeka najprej prosim, da se mi poslika. Jaz telo poskeniram, delam tudi od preskripta, ja, pač hipertrofija od mene izhaja iz preskriptovega certifikata ameriškega od Jordana Shella oziroma The Muscle Doga, kjer sem pač dobil vse to, kaj sem vam že prepovedal. Zdaj pa sem ravno na 5. tednu preskriptovega nutritiona od dr. Dwayna Jacksona, katera je pa pač potem Harvard nivo nutricije, katero gre res globoko v vse procese na molekularni bazi, kako se dejansko stvari absorbira, kako potem dejansko telo deluje, ampak zelo zanimiva je ena stvar, kaj po moja doben ne ve, maščobe, beljakovine, hidrati, na koncu grejo vsi v eno smernico in telo bo favoriziralo kaj? Hidrate. Ne? In to je potem ena taka stvar, ker lahko preko vseh teh mehanizmov dejansko bo telo našlo način, kako rana na tem primarnem energetskem substratu. Ne? Zdaj pa, kako se jaz lotim teh stvari? Ja, jaz bom najprej naredil sken človeka. Torej, kako bom lahko jaz preko slike videl, ok, je človek dejansko zamaščen v notranjosti, zato ker pač dosti ljudi se ne zaveda, ampak to, da ima človek take nogice, pa tako strukturo telesa, to meni indeksira dosti več. To je visceralna maščoba. Čekaj, kako to misliš, take nogice pa tako strukturo?
malo bolj Da podobno ima dejansko zamaščen trebuh, Aha, da torej, nosi da ima vse, suhe nogice pa da ima ogromen debela, da je malenkost več maščobe nosi v teh genoidnih območjih, pa da ima res suhe nogice. To meni indeksira, da ima človek dejansko zelo slabo, bom rekel, zelo visok delež neke visceralne maščobe. Torej, to je maščoba, katera je, bom rekel, katera dava v telesu povzroča neka količino vnetja. Največ vnetja, torej prosti radikali, vnetje, inflamacija. Zdaj pa vedno bo primarno, da bo sploh telo tapiralo v maščobo energetski deficit. To je ključno. Zdaj pa če jaz vidim nekoga, ko se mi poslika za takimi nogicami, pa takimi pač debelim trebuhom, kam da za tu narediti. Definitivno bom imel z takim človekom drugačen pristop iz vidika makrotov. Tega za nam razkriva, ker to je pač moj coaching potem, ne? To je potem moja specialiteta, ampak definitivno bom malenkost drugače razporedil makrote, pa celoten proces za tistega človeka, da res ne naredim stvari še slabših, ampak da mu dejansko omogočim, da bo masanirala, zato ker maščoba se ne nahaja samo subkontano, to, kaj mi vidimo, da njego deba ogromno maščobe tudi med srčnimi stenami. Med jetri, oziroma na jetrih, ta neka jetrna maščoba. To so pač zamaščena jetra, potem na eno ogromno ljudi ima dejansko potem tudi za to zamaščena jetra, pa ni to faktor alkohol, to je pač življenjski slog. Škaj mislim, pač to je slabe življenjske navade. Potem so tudi, naprimer, maščoba se nahaja, ne vem, na žilnih stenah, naprimer, zunanjem stenah. Pač to so vse take stvari, katere potem vplivajo, ampak primarno bo zmanjšati vnetje. Ker je ogromno. Zdaj pa, če pa dobim jaz bodybuildera, zdaj pa gremo malenkost drugače. Kakva je tvoja kompozicija? Kaj nama to omogoča? Koliko prostora imamo tukaj? Se sploh spustimo v fazo pridobivanja tkiva? Isto je pri lifestylu, ne? Pač isto si zgradim nek baseline, kaj bom s človekom delal, ampak malenkost devirajo stvari. Tudi devirajo stvari, če človek uporablja hormonsko terapijo ali pa ne, enako pride k meni, ne? Pač tudi stvari definitivno je neka vrsta deviacije, ne? Zato ker se potrebe malenkost spremenijo, sploh po lipidih. Ampak vedno bo vse izhajalo iz telesne kompozicije. To je nutricija za body comp. To je se mi zdi tista prioriteta, kaj dosti ljudi, ker največkrat vidim, da imajo ljudje pri enih trenerjih vsi black and white, same sheet, plan of action. Kak? Pač to meni ni jasno, pač kaj smo roboti, mislim, kaj smo vsi enake kompozicije, smo vsi, pač, ne? In tu se potem se mi zdi, da je v Sloveniji nekaj premalo, neke personalizacije. Da se dejansko ne potrudi za tistega človeka dovolj, ali pa Ni znanja. ni znanja. To je pa potem tista druga stvar, ne? Ali pa je zgolj to, veš, daj mi cash, tu imaš plan, uživaj. Se slišimo enkrat na teden. Ti jaz napišem, to bom spremenil, to je to, slike, pošli, če boš, če ne, nič. Tako potem sem že slišal tudi. In kaj je bil za mene največji dosežek v mojem trenerstvu do zdaj? Pač definitivno to, da lahko letos bikiniko na 50 kilogramih, ko dobesedno ljudje po mojem sploh ni jasno. Bikinika naravna, da jo lahko dietiram na dobesedno, na tedenski bazi, na 1600 kalorijah, pa je dobesedno žena 4 weeks out conditioning, če ne še več, in da dejansko živi, da ima produktivne treninge, da uživa, da žari, pač ona trenira 9 strank, po moje 1 na 1 čez dan fitnessu. To je taki prvi dosežek. Drugi dosežek, 4 tedne nazaj dobim enega pubeca od enega trenerja, porušeni lipidi, dam malenkost malo sprinklam gapi knowledge-a, ker pač sem mu rekel, mi dva čuješ pubec, pač mi moramo iti skozi eno fazo nekega, mi dva moramo zdravje popraviti, če hočeš ti tkiva akumulirati, veš kaj mislim, pač potencial imaš, pač ogabno dobro izgledaš, veš kaj mislim, pač mi moramo tudi narediti zdravega, ker zdravo telo se bo premikalo v tem procesu, nezdravo telo, vneto telo, ali bo to na bazi, pač katerikoli se ne premika ponovno nikamor. Pač je tudi dejstvo, da pač zakaj potem toliko ljudi nosi toliko tkiva, ampak zato se tudi lifespan potem zmanjša, zato ker pač je vedno zdravje prioriteta. Ja. Tam to še vprašam tu, kako si pa vedel, da je nezdrav? Kako sem vedel, da je nezdrav?
ker sem iskreno, kaj misliš za tega pubeca, kaj sem Ja, dobil? kako si vedel? Na podlagi česa? Vedel sem glede na podlagi tega, kaj je uporabljal. Torej v ozadju, iz vidika hormonov. Krvna slika si pogledal. Krvno sliko sem tudi Ok. pogledal, mi je poslal in tu sem jaz videl, da tu moramo stvari reverse engineerati, sprinklo gapi, malo njegove magije. In smo prišli v 4 tednih iz HDL-a 0,2, torej ta dobrega, visokogostotnega holesterola, 0,2, pa tega nizkogostotnega holesterola. Sicer tu je ogromno konteksta, ker so potem tudi apolipoproteini v ozadju, ampak to je čist nekaj drugega, ampak v glavnem dislipidemija je bila. Torej, holesterol ni štimal. Jaz sem potem malo sprinklo, še enkrat povem, tega in smo prišla v 4 tednih do tega, da se je HDL dvignil na 1, kar je ekstremno dobro, pa LDL potegnila znotraj referenčne vrednosti. Mislim, da celo na 2,5 ali nekaj takega, kar je ogromno. Pač pubec je bil dobesedno, pač to so gobni lipidi za 20-letnika, veš kaj mislim. In kaj bi se lahko na dolgi rok, če bi on nadaljeval, kaj bi se lahko na dolgi rok zgodilo, če bi vse ostalo tako, je bilo prej? Arterioskleroza, torej dejansko žilne stene bi razpadale, oziroma žile bi se začele krčiti, lipidi bi začeli izhajati, žile bi se začele krčiti, to pomeni, da bi se tudi krvni pritisk potem začel povečevati, zato ker bi bil pač manjši diameter te žile in posledično lahko to vodi do česa, do kapi, vrtoglavice, v glavnem ogromno tu stranskih učinkov zadaj samo in danes je največji problem zato, ker večino bolezni, pa zakaj farmacija služi, je to zato, ker farmacija dava obliže z zdravili, če te stvari, ko zdravila so samo obliži ponavadi. Pač zdravilo ne bo nikoli rešilo tiste izhodiščne točke, kaj je v človeku. Ja, pač tistega glavnega problema in to se mi zdi, da je največji problem, ker spremenite samo življenjski slog. Gibajte se več. Gibanje danes se mi zdi, da pač to je meni bilo tako fascinantno pri preskriptu, pri eni izmed ur, ker je bilo prav dokazano, da v zadnjih 40 letih, kako se je človekova dnevna poraba zmanjšala. Včasih so delali v tovarnah. Tudi že naši predhodniki, ko so dobesedno iskali, čez čas se je to tako upočasnilo in zato potem je toliko težav danes z telesnimi kompozicijami, toliko bolezni, toliko rakov, toliko infarktov, tu potem izhaja vse to in to je življenjski slog. Ne. To je pač to. Pa zraven stres, definitivno, ampak vsak bo samo bil pod stresom iz tega razloga, ker bo pač življenjski slog ponavadi dobesedno crashan. To je pa nek lifestyle. Ne. Koliko imaš sam sebe rad, pa koliko daš sebi, ker jaz vedno pravim, če ne boš dal sebi, ne boš dal drugim. To je to. Pa si lahko podjetnik z 500 jurjev, pa če si ne boš na vas, naprimer, ko sem mal v Angliji, Charles Mardon, ko ima Ultraflexe. On ima 5 fitnessov v Angliji, on ima še eno drugo firmo, on bo na dnevni bazi našo, pač to, ko smo bili na tistem seminarju, on bo na dnevni bazi našel čas za sebe, za ženo, za trening, za vse fitnesse, za sprehod z pesom, glavnem vse bo imel, glavnem rutina, življenjski slog, torej dansko si moraš želeti nekaj take stvari, se mi zdi na dnevni bazi. Pa kak si želiš nekaj, mi zdi, da posvojiš to navado. Zdaj pa, kako jo boš ti posvojil, tu pa spet imamo toliko govoric glede motivacije. Pač ne, probaj držati to, probaj si dati to v rutino, delaj to na dnevni bazi. Kaj je meni omogočilo sprovesti ta prep, tebi pravi na tekmo? Ker, če tako jaz gledam, če bi jaz bil odvisen od motivacije zdaj na prepu. Zdaj bom jaz povedal, kak je moj dan zgledal na prepu, da boste videli, kaj je dansko motivacija, kaj pa je disciplina, pa želja po delu. Zbudil sem se tako sem se zbujal 3 do 4 krat po noči, sem še po noči odpisoval strankam, pač ko je nekdo videl po moje zjutraj sporočila, mislil, da je tak fugen, pač kaj dela on gor ob 3 vjutra, ampak to je pač prep, ne. No, greš na toaleto, se sprazniš, dobesedno aldosteron, v glavnem, to so potem hormoni v ozadju. In sem se zbujal mislim, da ob 6 vjutra. Prva stvar, kaj sem naredil, suplementacija, tisto, se imam tudi day and life potem posnet, ampak suplementacija, jutranji sprehod, prva runda korakov, s telefonom odpišem strankam.
pridem nazaj, malenko spočijem, naredim vakume, naredim pauzing, potem se tudi imam check-ine vsaki dan. In tako se je moj dan dejansko začel. Kaj so check-ini? Check-ini so preprosto proces, kateri vsakemu posamezniku omogoča sploh neko bazalno komunikacijo s trenerjem. Torej, to je slike. Slike ter informacije o celotnem procesu. Torej, kak si se počutil skozi celoten teden? Torej, kilogrami, počutje, kdaj si se približno zbujal, oziroma ne kdaj si se zbujal, ampak kako izgleda tvoja rutina na dnevni bazi, signaliziranje za lakoto, kak so bili treningi, ker je pač vsakemu prioriteta, ko pač dela s trenerjem, da se vsaj nek način napredka tukaj izkazuje, no, odvisno od faze, ampak bolj ta kontekst, torej, da se od človeka čim več probaš naučiti na tedenski bazi, pa da lahko potem delaš miselne odločitve, zato ker iz mojega konteksta najboljši trener bo znal človeka povleči informacije, pa bo delal res zelo dobre miselne odločitve, katere bo omogočale, da človek ne trpi, da dobi tisto, kaj želi, da se mu plan prilagaja glede na njegove preference, pa zato, da lahko dela napredek, da ima napredek, tako kot psihično, tako kot vizualno. Ker to je, se mi zdi, da pač jaz, ko dobim, pač meni ko folk reče, da jim nisem samo, fizično meni ni problem, nikoli bil človeku pomagati, pač zavedam se enih takih stvari, ne. Meni je zgolj to, da ne vem, da je nekdo tudi ima boljšo rutino, boljše delovne navade, da se mu mogoče mesečni dohodek od dela z mano dvignil za, ne vem, 1500 €. Halo, delaj. Veš kaj mislim, če sem jaz bil razlog za to, da sem te brcal, pač idi dalje, veš kaj mislim, ne prokrastiniraj, uporabi čas, imej sebe rad, pa daj meni. Zato, ker če boš dal meni, kot trenerju, lahko daje s tebi nazaj informacije, pa kaj moraš izboljšati. Ja. No, kaj sem zdaj? Torej, smo govorili o check-inih. Ja. Torej, check-ine si rekel, da si imel zdaj vsakodnevno na prepu, ne? Kako pa so bili prej? Torej, kdaj so se premaknili na to, da jih imaš zdaj vsakodnevno ali si jih vedno imel vsak dan? Ja, pač frekvenca check-inov definitivno devira od tega, kak pripravljen si, če si na prepu. Torej, ljudje ponavadi, ne vem, pač kak sem jaz to zdaj, ko je Marička prepa, kak sem pri Lukaju to imel, ko sem ga lani pripravljal na tekmo, bliže si tekmi, bolj si pripravljen, bolj se spremeni frekvenca check-inov. Zakaj? Zato, ker pač prihajaš izven homeostaze. To je izven telesne cone obdobja, iz vidika česa, telesne maščobe, količine telesne maščobe. In kako telo tukaj prihaja v res te neke ekstreme, to je treba biti pazljiv. Zato, ker lahko en dan, 2 dneva nizkih kalorij lahko človeka dobesedno tako zabijeta v pot, da ga mogoče teoretično za par dni ne zbudiš, pa mu lahko pomagaš na 150 različnih načinov, daš 10.000 kalorij, ker vem, kako je bilo pri meni ta prep. In vem, da sem boljše zgledal na drugi tekmi. Zakaj? Ker sem bil malenkost bolj spočitko za prvo tekmo. Ne, in pač počitek. To toliko ljudi misli, da če boš delal več, boš zgledal boljše. Ne, pač optimalno je največ. Torej, primerna doza tega, primerna količina tega, daš skupaj, spremljaš, pa si vzameš čas. Več ne bo več, primerno je največ. In glede check-inov je potem tak, da definitivno proces pridobivanja tkiva, zdaj ko si v nekih fazah pridobivanja tkiva, jaz to rečem push-up, ker dansko eskaliraš pač vse faktorje od nutricije, delaš dodatni suficit, ker tudi akumuliraš tkivo, ker si teži, ker se bazalni metabolizem povečuje iz tedna v teden. Akumuliraš tkivo, potreba telesa se poveča po kalorijah, ne? Pač logično. Teži si, gibaš se, ne vem, pač že en kontekst je to, da tebi se samo dnevna poraba, če držiš, naprimer, neko število korakov, dvigne s tem, ko postaješ težji. Tako se ti naprej zmanjša, če postaješ lažji. To dosti ljudi sploh ne razmišlja o nekih korakih, ampak Maričko dietiram samo s koraki. In medtem, ko vidim ostale ženske ponavadi prepad, tudi na vseh forumih, 1 ura kardija na dan, 1200 kalorij. Pa sta gledam. Marička 16.000 korakov cepa na dan, Jure 700 kalorij, pa je dobesedno v 4 weeks of conditioningu. Pač to meni potem pove, da se nekaj dogaja prav. Kaj je bila meni prioriteta pri njej? Treningi, retencija tkiva. Največ vprašanje je padalo vedno okrog kvalitete treningov, ker to bo človeku potem omogočalo ta nek
fat loss, retencija tkiva. Torej, koliko tkiva bo človek sposoben obdržati naprej. Ker jaz vem za sebe, da sem obdržal 98-99% tkiva. Kako pa to vem? Ker sprejemam beležko, ker si beležim treninge. In to je potem ta logbook, katerem sem jaz ekstremno velik in ekstremno emocionalno povezan, ker kako boš vedel, ko ti stopiš na trening, kaj moraš narediti, da napreduješ? Kaj si boš zapomnil 9 vaj, ki jih delaš, ali pa ne vem 7, ali če delaš 4 vaj, če si pa liter, kaj si boš zapomnil to, ja verjetno si najbolj zapomnil, da bo idet pa si zapiši na list. Pa če te bodo čudno gledal, pač ok, to je tvoja stvar, katera bo tebi omogočila napredek, to se ne tiče nobenega drugega. Ne? In pač zato je meni tudi dosti krat toliko, pač v Sloveniji največji problem tudi, če se še tega dotaknem, pošiljanje videa trenerjev. Kako je demonizirano to, da se snema nekdo v fitnessu, kako trenira. Pač zakaj? Če se človeku samo dava več tkiva posredno, oziroma neposredno na mizo. Škaj mislim, pač to je meni ono in je pač tak je folk potem sramežljiv, ker dobivajo opaske v fitnessih, da se sploh ne upajo snemati, ne upajo postaviti tripoda, ampak na koncu konca to tista stvar, ki lahko res pospeši proces, res lahko, ker sem opazil. Ne? In je isto dan danes, kot človeka zahtevaš levo ledvico od nekoga, pač iskreno, da ti pošle 3 videa na trening, da ti pošle 2, zato ker je pač vedno neki zgovor prisoten, ali je bila gužva, ali je bilo ono, pa vem, da pač, če si nekaj resnično želiš, boš našel način. Vse posod v življenju je tak pač, če si želiš to, če si želiš prep, pa delaš nočne, boš sfolga. Pa bom ti tudi, če te jaz vodim, pomagal, ne, ampak ne pač v tem kontekstu, ampak vedno je treba imeti dejanja. Dejanja so tisto, kar je ključno danes, definitivno. In začel si sa svojim dnevom, tako da lahko nadaljuješ. Katera dejanja si potem ti vpeljal tu v svoj dan? Torej, prej si začel predvidevam dostajati, check-ini, kako se tvoj dan nadaljuje? Definitivno. Potem, po check-inih je bil vedno moj workblock prvi, ker sem tudi, po mojih check-inih je bil moj workblock, ker sem pogledal check-ine še od strank, sem šel skozi celotne dokumentacije, dal tudi preko WhatsAppa feedback, dal to vse preko WhatsAppa, glasovno sporočilo, katero po moje eno še zdaj ni bilo pod 4 minute. Iskreno, toliko stvari imam za povedati, ja, pa na bluzim, ampak pač danes, ko človeku pravim pomagati. Potem, po teh check-inih, definitivno še pač pregledam celotne forme, od video do izvedbe. Potem pa, če mi ostane čas, grem malenkost v vode izobrazbe, kaj preberem, definitivno tudi preskript je bil tu zraven vključen v jutranjih urah, ker sem pač bil najbolj produktiven, da sem si stvari dansko memoriziral, zapisal pa zabeležal. Potem pa pač obroki, prvi obrok, potem je bil ponavadi čas za fitness ali pa tudi znotraj mojega prepa, znotraj celega prepa, do zadnjih 2 tednov, enega tedna pred tekmo, sem tudi 1-na-1 treniral ljudi v fitnessu. Ni težko, ampak spet je ta želja in ko se ti pač sam nisi najbolj energetsko na vrhuncu, trenirati človeka, pa mu dati vrednost, pa da so bili ljudje dejansko še zadovoljni 2 tedna pred tekmo z mojo kvaliteto, pa da sem bil tam, pa da so se dejansko učili, to meni polni to dušo. Meni polni duše nič drugega kot to, da je človek zadovoljen, pa da dobi neko vrednost od tega, kaj delam za njega, pa da me upošteva. Mene dosti bolj prizadene kot to, da pač mene najbolj prizadene to samo, da nekdo ne sledi procesu, pa da imam visoka pričakovanja nad njim, pa da njihovi cilji niso usklajeni z njihovimi dejanji. To je meni ono tisto pač, ok, hočeš, ne vem, stati na tistem odru, ne moreš pa dobesedno tu se držati en dan jedilnika, tako kot je napisan, ker je z razlogom tako strukturiran. Pač to je mene najbolj in no, to je bilo potem glede teh treningov. Tu sem imel ponavadi, mislim, da 1-na-1 sem kombiniral čas okrog 5-6 strank, takrat zdaj še malo več se nabralo. In tu je potem pač bilo na dnevni bazi tudi verjetno preživeti zraven mojega treninga še v fitnessu praktično 5 ur. In so bili zraven še celi obroki, še celo učenje, še celi koraki. Glavnem res, ampak kaj mi je to vse omogočalo?
ne motivacija, ampak želja potem, pa disciplina, pa usklajenost časa, time management, ker tu pa so ljudje tako slabi, ker time management je pa tista stvar, kaj danes se mi zdi, da povozi večino populacije. Pač to je ono, ko dobesedno te čas nagazi, res pač sploh ne veš, imaš toliko stvari v glavi, da sploh ne veš, ok, to sem naredil, zdaj pa še moram, fakt za me, pa za ono časa svoj, pa bolni razočaran, pa fakt ne morem zdaj do njega. Strukturiraj si dan. En dan prej jaz vsakemu rečem, glej, naredi si plan of action. Ok, to imam drugi dan za narediti. Kdaj bom naredil tisto? Kdaj bom naredil tisto, da bom imel čas za sebe, za boljšo polovico, za pesa, za matero, za karkoli, v glavnem, da bojo vsi dobri košček tebe, ker na koncu treba zalivati vse rože. Ne? To smo se tudi tam na enem dogodku naučili. In kako nehaš zalivati eno rožo, počasi začne veneti in to pač potem ponavadi privede v ta nek stres. Ne? In kaj je spet, zakaj je ta stres? Zato, ker nisi dal časa nekomu, ker pač čas je tisti, se mi zdi, da čas je pač kakvi denar. Čas je denar. Veš, kaj mislim? Pač to je tisto, kaj se pač jaz res zavedam. Torej, z svojim programom, z svojim online coachingom želiš dati predvsem ljudem tone, nek pogled na življenje. Čist drugačen pogled, pač odvisno od cilja človeka, ampak vedno bom delal znotraj kapacitetnih ciljev, pač če bo nekomu cilj samo boljše zgleda, ok, bomo najdla plan of action, veš kaj, mislim, pač ni problema. Če pa bi bil ti bodybuilder, pa če bi rad ti, ne vem, stal tam, pa tam, tu pa boš stvari delal malenkost drugače, pa boš dejansko bil dosleden, pa organiziran, zato ker je to življenjski slog. Ne vzame ogromno, vzame pa samo neko strukturo. Vzame pa res strukturo, ker na koncu koncev to potem vodi v to, po moje, da je nekdo vrhunski trener na eni strani, pa res zelo dober bodybuilder. Ker jaz v Sloveniji iskreno ne poznam obeh, ko bi bil res vrhunski trener, pa vrhunski bodybuilder. Kaj sem si jaz rekel, da bom vrhunski trener in vrhunski bodybuilder? Nobeno ne bo trpelo. Vedno bom grizel toliko, koliko lahko žvečim. Torej, vedno si bom dal toliko dela, koliko ga lahko toleriram. Kako bom šel više, ok, nekaj se mora spremeniti. Kaj moram zdaj spremeniti? Se moram uro prej zbuditi ali moram narediti selekcijo? Pač, kaj moram tu narediti? Kje še lahko pridobim na času, da lahko mogoče pomagam temu človeku kvalitetno, pa da tudi sam ne bom pod nekim terorom, pa da ne bom preveč razkiral samega sebe. Se mi zdi, da še vedno ljudje gledajo na to, kar razgaš programova Gradual skupaj. Torej, spletno trenerstvo delamo sicer vsak za sebe, vsak ima svoje stranke, si mi tudi kaj pomagamo, bolj Gašper meni, ko ga vprašam za kak nasvet. Da še vedno ljudje ne bi dali denara v sebe. Torej, ljudem ni panike iti v cirkus, iti v trust, vršiti 100 evrov, 120 evrov za, ne vem, overpriced boat, ki stane, ne vem, Jack 20, ne vem, koliko stane v trgovini, ker ne pijem niti jaz, niti alkohola, ampak problem pa jim je dati 150 ali pa 160 evrov na mesec za trenerstvo, v katerem ti ne dobiš eno boco Jacka, ampak dobiš ti vse. Value. Torej, ti dobiš že, da vam dam za kontekst, če ste poslušali že podcast z Anastasijo, ona je pred 4 leti v Rusiji imela samo za prehransko svetovanje, tu za mi govorimo, spišeti nekdo jedilnik, prilagoditi na tvoje želje, slišite se mogoče enkrat na teden, ceno 200 evrov. V Sloveniji bi ljudje želeli za 60 evrov, pod 100 evrov, jaz sem dala voting na story, koliko bi recimo dali, pa vam povem, dala sem 100, mislim, da sem dala med 120 do 150, pa od 150 plus. Mislim, da je velika večina glasovala med 120 pa 150, ampak je pa tudi bila veliko ljudi, koliko je glasovalo pod 100. Ne. In tu bi pa res rekla, da coaching, nisem to, ok, jaz ne bom plačal nekomu 160, da mi napiše en trening plan pa en jedilnik. Ja, jaz tudi ne bi. Jaz ne bi plačala nekomu 160, da mi napiše, bi pa plačala nekomu, ki bo meni popravil lifestyle. Če bi pa zdaj nekoga vprašal, bi ti zdaj na tej točki plačala 2 jurja,
da bi pokazala tak, pa bi dobili AI sliko svoje postave, kako lahko postava zgleda čez leto pa pol, da bi spala tak, da bi tvoj spanec bil takšen, da bi se tvoj to pa to popravilo, da bi se tvoja krvna slika. Ja, valjda, to pa bi, ker vsi bi samo cilj, noben pa naj bi prehodil nekega procesa, ki ga pripelje do cilja. Tega to se mi zdi tudi tu problem. Za pomočjo nekoga. Ja, kak pa je moj kontekst glede tega? Pač mene najbolj frustrira samo to, kar je že Urša prvo povedala, in to je sploh mladi, pa ne toliko, pač itak ja, partijanje, ok, to tak dobenemo ni problem. Problem je, ko se začnejo hecati s hormoni. S hormonsko terapijo, sami za sebe. Ne vejo mehanizmov delovanja, praktično nobene substance, ki vnaša. In to potem sami eksperimentirajo, pa ja, daj, probamo še ono, pa probamo še ono za 5 tednov, za 6 tednov, ok. Čekaj, glede na kaj pa boš ti probal to, ok, zakaj si se ti odločil, da boš probal to, kaj boš dobil od tega, kaj boš tekmoval, boš boljše v zrčah zgledal. Ker tu so nivoji do tega. In pač jaz vem osebno, da po moje ljudje, kateri mi pišejo hejt, po moje uporabljajo 3-krat več kot jaz, pa niso v življenju naredili praktično ničesar. In to je spet ono, pa če se ne bom z nobenim kregal, pač ok, mislim, to je tvoja stvar, veš kaj mislim, ampak vodstvo, sploh nekdo, ki ima neko fundacijo, pa ki lahko pazi na tebe, zdravje, spet ta koncept zdravja, sploh ko se pol pride zraven, pa ne samo hormoni, tudi pri ženskah je dostikrat problem, sploh ta težava, kar je zelo pogosta, in sindrom policističnih jajčnikov, sindrom amenoreja, izgube menstruacije, v glavnem, tudi hiperandrogenizem bo pač glavna stvar, katera bo vodila v vse te stvari. Torej, to je prevelika količina androgenov v ženskem telesu. Ne? Zdaj pa imamo en decision tree, kako pride do tega. Ne? In najprej se vprašaš, ok, je šla žena na kri, je bila visoka količina androgena, je bila količina visoka, ne vem, testosterona, dihidroepiandrosterona, androstendinova, naprimer. Ne? Ok, je to visoko. Ima žena mogoče tudi zraven tega, kako inzulinsko rezistenco. Si ona meri krvni sladkor. Si ona, kdaj ne vem, naredi postprandialno oziroma meritev glukoze po obroku, kje je njena količina inzulina na tešče. Ok, inzulinske rezistence nima, ok, ima mogoče kje tumor. In tak potem jaz razmišljam, ko dobim človeka, ko rešujem probleme, ali bo to moški, ali bo to ženska, vse bo fundacija, pa ne toliko blood work, kot to, kaj ti človek tudi pove, kako se počuti, zato ker te ženske lahko že dostikrat vidiš akne, virilizacija, potem virilizacija, kada sprememba glasu, torej imajo že res po defaultu v najstniških letih oni moški glas, ne, pač to so žene. Ne. In to je potem največji problem, ker te stvari je treba rešiti in več. Dosti ljudi misli, da sindrom policističnih jajčnikov, da imajo ženske ciste na jajčnikih, ampak ni to the case. Policistični jajčniki so to, da ženska skozi več ciklov ne ovulira, ne pride do ovulacije. In kdaj se ponavadi diagnosticira to? Nekje ko zgubi ženska, oziroma ko ne ovulira do nekje 3-krat, torej ko pride skozi 3 cikle, če dansko ne pride do menstruacije. Torej, ko ovulira nekje, torej, ko ne ovulira recimo 10-krat na leto. Ja, 90-krat, ja. Okay. Ja. Torej, ovulacija pa je, za tiste, ki ste ženske, mogoče tudi tega ne veste, ali pa za tiste, ki ste moški, ker ogromno moških nima pojma o menstruaciji, o ciklu, to pomeni, da torej se ti sprosti jajčica. Pa pripravljajo ženske. Exactly. Na tekme. Pa pripravljajo ženske na tekme, pa verjetno ne vejo osnovnih pojmov, ne? Pač dosti več je v samem odzadju, kot samo to, kaj ti vidiš na odru, ker bo dosti večja prioriteta, kako se žena počuti. Pa tudi navadna žena, pa žena, ki tekmuje, za obe dve ženi se mora najti rešitev. Ti ne moreš obravnavati ene žene drugače kot druge. Enako je pri moških. Pač, ok, ti uporabljaš to, zgledaš tak, pač, odkot tebi to, pač, zakaj si to delaš, pač brez neke fundacije. Posledic, verjetno, pač to je, ker je rizika. Je rizika,
ampak zato je tudi ta šport tako demoniziran pri nas, zato je tudi trenerstvo tako demonizirano, ker so ljudje navajeni dobesedno nekega res tistega bazalnega protokola, pa res tu imaš, to jemlji, to delaj, medtem ko hrana, treningi, pade. Bo kaj bo. Bo on delal, ne bo delal, jaz mu to dal, to je to, ali pa če dela sam, to jemljem, itak bom boljše zgledal, vseeno mi je, pa če grem na meka, pa se nažrem kot tele, pač to je to. Jaz bom to delal. Ja, in pol dejansko, jaz bi rekla, da je problem na strani obeh, ne, torej in na strani tistih coachev, ki mogoče se s tem malo celo zaščitijo, da ne prevzamejo celotne odgovornosti nad stranko. In kaj se potem zgodi? Gre nekaj narobe, coach reče, jaz sem ti rekel, kako delaj, ti si rekel, da boš delal tako delaš, ne? Stranka reče, jaz sem tebi zaupal, jaz sem tebi, ja, ok, ampak nisi delal tako dela, ne? In tu je potem ravno to vmes, ne, ko Trust issues. Ja, točno tako, ne, zato ker se mi zdi, da če Ker se ti ne moreš se ne more počutiti oziroma varno, ja. varno, da bi zaupala človeku, ker trener ne da tiste občutka varnosti, ker pač se ne zna razložiti, se ne zna utemeljiti. Pač če boš ti znal svoje miselne odločitve, kot vsak trener, pa ne pravim zdaj, da sem jaz ne vem, kak trener, da nas spet domisla se napihujem ali pa da nas spet potem ven prišlo, ampak vem pa, kako dati človeku občutek neke varnosti, pa da mu lahko res zagarantiram, pa da mu tudi pokažem potem, gled, idi na kri, pač to smo delali, idi na kri, pa bomo pogledala, pač če sem res tak, ne, bedak, kot se me ima, ne, pač idi. In jaz se lahko pohvalim, da do zdaj, v 2 letih, nisem pokvaril niti enega bloodworka, niti pri ženskah, niti pri moških, če sem ga popravil. In to je meni tisto, to je meni tista strast, ker se mi zdi, da če samo delaš proces bodybuildinga, brez da dejansko ljubiš sam proces, pa da živiš za to, pa da vodiš sam od spredaj, jaz ne bom nikoli od nobenega zahteval, da dela nečesa, česar ne delam sam. Jaz ne bom dobenega zahteval, da se vaga na dnevni, pa vse gre od ciljev, pač, glej, lahko se mi človek tudi 3-krat na tem zvaga, v redu je. Če se bojiš vage... Sam skomuniciraj to s trenerjem, ja, ne potem izgovorom, ni bilo časa. Ali ni bilo časa, ali pa da vpisuješ narobne kilograme, ali pa da javljaš narobne kilograme. Ja. Pač honesty, pa trust, to je ta neki relationship, pa komunikacija. To je ključno, se mi zdi, da tu res pač. Ampak ne pa mora biti tudi trener dovolj imeti v glavi, da bo znal ločiti med nekom, katerega lahko potisne, pa od katerega zahteva več, kateri mu bo dal tudi nek feedback, da želi delati več, medtem ko od nekoga, kateri bo pač želel samo tisti bare minimum, ti samo se pač prilagodi stvari. Ampak moraš znati kot trener prilagajati, pač ne moreš robotsko vse sestavljati. Vsaj je isto. Točno to me zabavi še, da si tudi povedal na tak način, da si res lepo zdaj zaokrožil to tematiko coachinga, itak, it's not over. Jaz bom dodala še to tukaj. Torej, ful pomembno je, da se lotiš ravno stvari individualno. To se mi zdi, da se je treba zavedati pri coachih, da ja, ok, vse poti vodijo v Rim, je neki isti protokol, ne bo en treniral, ki je bodybuilding za crossfit, en pa bodybuilding, so neke fundacije, ampak se vsakemu prilagodi in tudi jaz recimo delujem v ravno temu sklopu graduala na tak način, da ok, prije z mano punca, ki je imela težavo z, ne vem, prehranskimi motnjami, anoreksija, bulimija, binge eatingi, tehnica je njej največji stres. Ok, ne rabiš se mi tehtati. To potem ni, da si ona želi iti na tekmo, to so druge stvari, ampak punca se mi ne tehta že 40 tednov. Uspeli smo dobiti menstruacijo, uspeli smo, da se ona dobro počuti v svoji koži, da se počuti močna. Zdaj, Gašper, zadnje vprašanje za tebe za danes je, kakšni so občutki na odru, kako se počutiš, si imel kdaj res težko obdobje v glavi. Vam pa naj povem, vem, da smo se dotaknila menstruacije, amenoreje, PCOS, tako da o vsem tem bova še govorila v prihodnje, tudi v Q&A se bomo dotaknila nekih tem, kot so imam tu že zapisano, torej prvi bulk, kako premagati binge eating, torej kako se lotiti prenajedanja, najboljše vaje za neke stvari. Obljubim, da bo Gašper še večkrat tu gost, ker imava res dosti stvari. Mogoče bomo tudi, mogoče bomo tu začela kaj za sebe.
Ja, izobraževati definitivno. ljudi. Ja, definitivno. Tudi na tem delava na nekem programu, ker imamo tudi tu kar nekaj popraševanja, ampak oba dva smo človeka, ki ne rada delama stvari na pol. Ne rada delama stvari, to bomo naredila samo, da bomo, ampak zato mogoče tudi se neke stvari vlečejo pri nama, ko rečemo bomo. Koliko smo stara? Ja, mlada smo še, tako da imamo še čas. Tako da ja, definitivno vse skupaj pride, ampak hočemo, da je kvalitetno. Tako da Gašpar izvoli odgovor na zadnje vprašanje. Okay. Prep 2024. Iskreno, dosti ljudi demonizira ta prep, da je težko. Je težko, ampak če res si želiš delati, če si želiš grist, če želiš biti boljši, kot si bil zadnjič na odru, zato ker pač meni je samo to važno. Meni je samo važno to, meni je bilo najbolj fascinantno to, da je Patrick Tor po tekmi v Italiji, elitni trener, res pač italijanski, v glavnem rekel, samo delaj to dalje. Pač samo delaj to dalje, zgledal si fenomenalno za svojo starost, idi samo naprej. Meni da to neko polnost. Meni ne da to polnost, pač jaz vem, da sem mlad. Jaz verjetno tudi tako slabe genetike, ko folk dela, nimam, zato ker potem jaz pri teh letih na odru ne bi mogel stati, pa ne bi bil konkurenčen sploh, pa zato ne bi mogel prepa delati, ker pač tak je dan danes. Ne? Ampak res iz tega prepa sem se naučil ogromno. O sebi, o tem, da res, ko misliš, da delaš 100% so tvoji možgani, ravno to je tista Navy Seal metoda od Davida Gogginsa, naprej mislim, da David Goggins je. Ko misliš, da delaš 100%, si v realnosti komaj nekje v možganih na 40%. In to sem si jaz govoril vsako jutro, ko sem med sprehodom sem delal dihalne vaje za pausing, držal midsection, delal vakuume, celi sprehod ponavadi, kater je trajal 40 minut, tak sem jaz potem šel skozi ta prep tudi nekako v odzadju. So bila težka obdobja, so bila stresna obdobja, ampak tudi mislim, da letos lahko Urša potrdi, da sem se spremenil od zadnjega prepa, tudi kot tak iz vidika zveze, da nisem bil, pač se vidi, da sem že šel malenkost večkrat, da sem malo bolj vnešen tudi v ta proces, da nisem bil taki, bom rekel, tak hladen, kot sem jaz, ker sem lahko res kot človek hladen, smo na takih pripravah, pač tudi vedno glede libida vas zanima, pač ja, dejstvo je, da telo dietirano ne bo imelo potrebe po spolnem odnosu, pač to je vedno tak in naprimer, pač to se je potem treba sprijazniti in zakaj je najina zveza potem tudi v pripravah funkcionirala, ker se mi zdi, da smo se komaj zdaj nekako naučila komunicirati, pa upoštevati, kaj si vsak dansko želi, pa upoštevati te neka načela, katera ima vsak, torej ne vem, čas za ono, čas za tisto, skupen čas imamo pokrito. Ne? Pa torej vsak, da ima res, da dobima tisto, spolni odnos bo že prišel, libido bo prišel, veš kaj mislim, pač to je tisto, kar sem izdelavno in res sem užival ta prep in užival sem vsako minuto na odru, kaj sem stal v vsaki pozi, tudi ko so me drilali v Italiji v back doublu, po moje, da sem držal ono pozo 10 sekund, to hvala Bogu, da sem naredil tudi tisti nek posing, da sem predelal eno posing gradivo od enega posing trenerja, pa razdučil skozi posing, prvega z njim, ker drugače je po moje fade out, pa bi bil tak kot človek zraven mene, po moje, da bi dihal na škrge, zraven dobesedno, ko je dobesedno bil, pač jaz dobesedno vem, da sem še mlad, pa da še imam ogromno pred sabo, ampak že to, da sem držal poze pri tej starosti, pa da sem bil sproščen, v Avstriji malenkost manj zaradi drugih faktorjev, ampak v Italiji pa sem nenormalno žival. Sem želel zdaj tudi v London iti, ampak iskreno mi je prebava na koncu malenkost zatrukirala, sem še želel enkrat to izkušnjo dati skozi, ampak se mi zdi, da mi je tudi mentalno prišlo do take točke, da moram tukaj potegniti črto. Pa ne, da bi bilo karkoli narobe, ampak rabim ta nek break. Se mi zdi, da sem dovolj naredil, da sem obdržal tkivo, kar je prioriteta, da sem stopil na oder, pobral medalje,
kar je za mene tudi pač nek dosežek. Ja, niso zmage, ker ne iščem zmag, ampak iščem samo zato, da sem iz leta v leto boljši. To je tudi ime najnega coachinga, gradual, postopoma. Zato, ker vsi bi radi stvari tako, ampak definitivno stvari vzamejo čas. In zato mi je tudi bil cilj nekako, da stopim boljši, kot sem bil. In mislim, da improvementi so bili definitivno amazing. Tak posing-wise kot condition-wise pa tak ne morem primerjati. Zato, ker če ti trener, ko mu pošleš slike od prejšnjega, prej pa reče, da si izgledal 8 weeks out conditioning na odru, potem veš, da je tukaj ogromno dela bilo v odzadju še. Tak da, ampak res nerealna izkušnja. Mi je še enkrat pokazalo, da še moram toliko bolj zagrist na dnevni bazi v to, da dejansko lovim svoje cilje, pa da se tudi mogoče zdaj fokusiram na izgradnjo tkiva za res en čas. Če bom šel na drugo leto na tekmo, bom še iskreno videl, res me mika, da bi kar iz leta v leto naredil, ampak tudi vem, da proces izgradnje tkiva res vzame ogromno časa, pa da tudi ta recovery faza po tekmi, če seveda delaš prav, pa odvisno od krvnega statusa, od krvne panele spet, koliko časa ti bo dejansko vzelo, da prideš, zato ker nezdrav tega ne moreš delati. Nočem jokat, ampak jo, res sem ful ponosna na tebe, to kaj delaš. Hvala. Ok, nočem jokat, revam. Ful ponosna na Naju. Enako, vse gre počasi. Ok. In ja, res. Hvala ti ful. Hvala, ker si danes prišel. Hvala, ker delaš. Oh my god. Vse ok. Pač to sem jaz, to sva mi dva, to sem jaz ponosna drug na drugega, pa ja. Imate kak rovček? Se bom imel jaz tudi nekaj vtorke. Ok, čekaj, se bo ukaj po moje bo šlo, it's ok, bo šlo, samo za pol ga rabim. Tako da, hvala, ker si danes prišel. Jaz prvi podcast nasploh zaključujem v solzah, ampak v srečnih, tako da se definitivno vidimo čez 2 tedna, kjer pride ven ena prva epizoda Couples Q&A, tako da hvala tebi in se vidimo. Čau!